Družba, živijo. Evo, končno sem na terenu, sem v Ljubljani, pa eni ful hudi vrtni hiški, ki stoji v bistvu v takem strnjenem naselju sred Ljubljane in bomo malo pogledali, kako izgleda, čemu je namenjena. Pojmo. Kljub temu, da je dvorišče zelo majhno, je ta prostor v bistvu ful lepo izkoriščen, ker nam daje opcijo pokrite v bistvu površine na način, da so kolesa pospravljena pod streho, da imamo kante za smeti pod streho in jih pač premaknemo takrat, ko je odvoz. In hkrati imamo še en manjši prostor za odlaganje recimo kakšnih stvari, ki morajo biti zaprte, ne vem, vrtno orodje, razna krama, zimske gume in podobno. Posebnost te hiške je pa v bistvu tudi ta zadnja stranica, ki je narejena iz pločevine, zato ker je zadnja strani cesta, da majčkeno tudi absorbira zvok, da je v bistvu atmosfera tukaj na dvorišču malo bolj zasebna, pa tudi malo tišja. Toliko, da imamo na vrtu malo privatnosti tudi za sebe. Pa hkrati se tudi stilsko nekako ta pločevina ujame v celoten ambient, ker je tudi okolica dvorišča v sivi beli barvi. Evo, skratka, to je ta lepa kubi hiška. Da jo še vidite vdaleč kot celoto. Zdaj gremo pa na naslednjo, ki je tudi ful zanimiva. Kar pa ima. Evo nas! A ni hud vrt, a ni huda hiška. No, tale je na eni lepi idilični lokaciji, zraven narave, zraven travnikov, zraven gozdička, tudi v bližini Ljubljane. In tale hiška je bila tudi postavljena, se ne motim, lansko leto, jesen nekaj takega. Enkrat je že pobarvana, tako da ima že prekrito sivino, tako se tudi investitor odločil, da želi obdržati tak rjavkast odtenek v podobnem odtenku, kot je naravna barva sibirskega macesna. In ja, ta hiška je tudi namenjena shranjevanju, se pravi največ večinoma vrtne opreme, kolesa in podobno. Še enkrat vam moram dati prijateljski nasvet. Pri načrtovanju vrtne hiške ne imejte v glavi, da je to samo funkcija, da imate nek prostor za zložiti na vrtu stvari, ampak naj bo to del ambienta, naj bo to del celote, ki se povezuje s hišo, ki se povezuje z vrtom, s travnikom. Zato, da ko stopite na vrt, da res rečete to mi deli, to je pa točno tako, kot sem si želel, res je moj vrt sanjski. In to že lahko je en primer tega, ker je že ambient takšen, ki mora biti in meni osebno je ta vrt všeč. No evo, zdaj nas pa čaka še en izredno lep vrt, pa ne bom šel s tem kolesom, grem kar peš, da malo pošportam. Evo, zdaj sem pa na enem prekrasnem vrtu, pod eno kubiletno kuhinjo, v senčki lepo, zdaj že sonce preveč vroč. Skratka, to je en tak lušten prostor za preživljanje prostega časa, za kakšen piknik, za spiti kakšno kavico v soboto zjutraj. Vam bom pol tudi cel vrt pokazal, majčkeno bolj hiško oddaleč, zato da boste dobili občutek, kje sem, pa gremo kar pogledati. Hiška je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je namenjen shranjevanju, se pravi tukaj noter je pač za različna vrtna orodja, take stvari. Tako kot sem rekel, drugi del je pa tisti, ki naredi srce temu vrtu, da imamo neko glavno močno točko, kamor se lahko usedemo pa sprostimo, odklopimo misli.
Evo, kavico sem zdaj popil, zdaj grem pa še v hiško pogledat, če je kaj pospravljena. Kje pa sem zdaj? Zdaj pa zgleda nisem več v mestu, ampak sem na podeželju. Naslednjič vam pokažem še nove, lepe hiške, ker nisem mogel vse združiti v en video, v en vlog. In danes sem na podeželju, pol gremo pa še malo naprej, še malo na Gorenjsko, pa malo na Štajersko, pa spet malo nazaj v Ljubljano, tako da bo ful zanimivo. Se vidimo naslednjič. Čau, čau!